10 priznanj za plesalce, 9 za badmintoniste, pa 7 za smučarske tekače, 4 tenisače, 3 atlete in 3 biatlonce, 2 nogometaša in pa še kolesarju, judoistu, sankokaj karateistu, kanuistu in prstometašem. Če seveda suhoparno povzamemo statistiko najbolj uspešnih medvoških športnikov lanskega leta. Za to statistiko pa se skrivajo leta trdega dela, ki skupaj s talentom in tudi kančkom sreče tvorijo uspehe na domačih, evropskih in svetovnih tekmovanjih. Najboljši na domačih tekmovanjih so prejeli male športne plakete. Stopničke na evropskih in svetovnih prvenstvih pa seveda prinašajo veliko plaketov občine Medvode. Nad uspehi naših športnikov sta bila izjemno navdušena tudi letošnja podeljevalca nagrad, podžupanja Mojca Murnik in predsednik Športne zveze Medvode Milan Šobat. Rad bi poudaril, da šport kot tak je povezovanje ljudi med seboj, ambasadori svojih mest, svojih krajev, države kot take. Šport povezuje ljudi po celem svetu, ne samo v Medvodah, ne samo v Sloveniji. In sem zelo ponosen, ko vas vidim v takem številu, ko vidim, koliko plaket bo podeljeno športnikom, uspešnim športnikom, ko daje motivacijo tudi mladim, da se borijo, da bojo drugo leto ali pa v naslednje leto dobili priložnost, da bojo še oni dobili. Tako da ni lepšega, kakor videti nekega mladega športnika s tistimi žarečimi obrazki, ki zmaga ali hiti, da bi zmagal na nekem tekmovanju. Mislim, da je to ena od največjih radosti, bodi si staršev, bodi si trenerjev, bodi si naš športnih delavcev, pa kakorkoli že. Današnji rezultati naših športnikov so zrcalo našega odnosa do športa. Na ta način, ko športniki dosegajo izvrstne rezultate, ko imajo za sabo ekipo, ki jih spodbuja k temu, k tekmovalnosti, da dobijo te rezultati res še večji sijaj in da dobijo priznanja tudi tisti, ki nastopajo za njimi, ki niso v prvih vrstah. Zato se moramo nenehno truditi. Rada bi v bistvu spodbudila tudi gospodarstvenike mogoče z tega področja, da uslišijo te vrste športnikov, da z sponzorstvi še naprej pomagajo in s to družbeno odgovornostjo poskrbijo, da bo naša družba zdrava in aktivna. Velike športne plakete so prejeli atletinja Pika Bikar Keren za prvo mesto med mlajšimi mladinkami na Balkanskih igrah, badmintonist Miha Ivančič za drugo mesto v mešanih dvojicah na svetovnem pokalu Lagos International v Nigeriji, kolesar Andrej Žavbi za drugo mesto na svetovnem prvenstvu v velodromu, kanuist Blaž Cof za drugi mesti na evropskem in svetovnem prvenstvu v spust sprintu, plesalka Lara Šlibar za prvo mesto na evropskem prvenstvu v džezu, plesalka Zarja Čerkes za prvo mesto na svetovnem prvenstvu v showdance formacija mladinke in plesni klub Bit člani 2 za prvo mesto na svetovnem prvenstvu džez male skupine. Izmed teh je 7-članski strokovni svet za šport javnega zavoda Sotočje največjo težo po merilih sicer precej starega pravilnika o priznanjih prisodil rezultatom Lare Šlibar in Blaža Cofa, ki sta tako postala športnika leta občine Medvode v letu 2023. Oba sta bila sicer nad podeljenim nazivom vidno ganjena. Noro, brez besed, ampak večji dosežek, kakor zame, se mi zdi, da je za ples nasploh, ne samo v Medvodah, ampak mislim, da nasploh, ne vem, če je nekje kakšna športnica leta, tako da nek korak naprej za ples nasploh, bi jaz rekla. A vendarle videli smo, da imamo v Medvodah ogromno plesalcev, to pomeni tudi veliko konkurence. Točno to, ni samo v Medvodah, ampak po celi Sloveniji, po celi Evropi je ogromno plesalcev. Pa bi vsak rekel, da se vsak drugi pleše, ampak konec koncev je pa še zato toliko težje spet v plesu. Zelo fino je dobiti tako medaljo ali pa v bistvu priznanje po tem, ko poveš, da boš pač končal kariero in nehal aktivno tekmovati na najvišjem nivoju.
Tako da še dobiti tisto zadnjo priznanje, mi je res na koncu neka pika na i vsem dosežkom, ki sem jih naredil v svoji celotni karieri. Je pa to definitivno, da je pa to zadnje, če pa tudi nekaj posebnega, ker veš, da lahko zastavim še v zadnjem pokalu in začnem počasi to ranžirati, postavljati kakšna na prva mesta, kjer res najbolj pomenijo. In definitivno bo to tam imel neko posebno mesto. Tako kot Blaž, tudi Lara počasi zaključuje z aktivno tekmovalno kariero. Osvojila je namreč vse, kar se osvojiti da na njenem plesnem področju. In kje se vidi v prihodnje? Mogoče bolj v trenerskih vodah, koreografskih, mogoče pa kot fizioterapevt pri različnih klubih, bomo videli. Je to dovolj pri teh letih? Mlada si še, lahko bi še tekmovala? Lahko bi še, ampak zato, ker sem kot mlada veliko dosegla, se mi zdi, da si sama dajem veliko pritiska, kljub temu, da ga ni iz ostalih strani, in sem se tudi zaradi tega mogoče malo bolj umaknila, da še čemu drugemu dam prednost, ampak bomo videli. Oba športnika leta 2023 občine Medvode sta, tako kot tudi preostali prejemniki plaket, zgled za preostale športnike, ki segajo po njunih stopinjah. A za dobre rezultate ni dovolj samo talent. Ker vsi govorijo, da je talent pomemben, je trdo delo še najbolj pomembno, ker tudi kot sama zdaj kot trenerka opazujem plesalce, ki trenirajo, in plesalce, ki so talentirani, imajo veliko večje možnosti za uspeh. Tisti, ki veliko trenirajo, so predani pa pridni, tako da trdo delo je najbolj pomembno, bi jaz rekla. Trdo delo za rezultat in s tem veliko odrekanja je tudi razlog za odločitev o koncu aktivnega udejstvovanja v športu Blaža Cofa. Po rojstvu hčerke je še posebej boleče začutil, koliko časa mu vzame ves trening, ki se je začel že ob 4:30 zjutraj pred službo in potem še po službi. Želel sem si, da to končam, to zadnjo sezono. Ker sem se pa tega lotil, sem pa rekel, da vseeno se bom potrudil, naredil bom to, kar sem si zadal, dober rezultat. Tudi sam sebe sem malo presenetil lansko leto s tema 2 medaljama na evropskem in svetovnem prvenstvu, ker prideti po enem takem premoru nazaj, ker ne veš, kaj te čaka, kakšna je tam konkurenca. Vodo že poznaš, ampak ne veš, kako si v primerjavi s prejšnjim letom kaj napredoval. Ker edino, ker sem se lahko primerjal sam s sabo. Tako da končati sezono je bilo res, lahko bom rekel, kar fenomenalno, bolj kot pa osvojiti medaljo. Sploh, ker sem pa lahko ves čas zdaj preživljal z družino in hčerko. Doživiš kot jaz, sem doživel čisto neke nove spektre življenja in sem ugotovil, kaj mi je res pomembno. In to je čas, prijatelji, z družino in ugotoviš enkrat, da tako bi mogel postaviti veslo v kot, dobesedno ne, še zmeraj jih imam doma, ampak končati kariero pa je bilo sploh ni bilo pod vprašanjem. Brez obžalovanja torej zre naprej, saj je pogled nazaj uresničitev otroških sanj. Postati svetovni prvak v sprintu na divjih vodah je bila že od majhnega, odkar so me predstavili v spust na divjih vodah. Na štartu smo trenirali in spust in slalom. V slalomu je bila meni zmeraj moja želja je doseči finale svetovnega pokala, kakršnega koli prvenstva v Tacnu, kjer ti na štartu, ko padeš čez isto slavno rampo, zaigra golica, in to se mi je zgodilo in na koncu še vsi rezultati iz sprinta na divjih vodah je bilo več, kot sem si sploh lahko želel. Vse medalje, ki sem jih dosegel na evropskih in prvenstvih, svetovnih prvenstvih in svetovnih pokalih, so več, kot bi mogoče lahko sploh kadarkoli kot majhen fant upal sploh sanjati. Moram reči, da je bilo kar zabavno leto, mislim pa cela kariera. Priznanje medvoški športnik leta pa bo seveda še pikica na i uspešne kariere, prav tako kot to ogromno pomeni tudi Lari Šlibar. Športnik leta Medvode je kar med tistimi na vrhu, glede na to, da vsi vemo, da imajo Medvode veliko nekih uspešnih športnikov. Sploh vemo, da je zadnje par let bila Ana Marija in da sem jaz osvojila, to je kar lepa pohvala.
Posebno priznanje pa so si zaslužili tudi v nogometnem klubu Jezero Medvode. Najdlje delujoč športni klub v centru mesta je sicer ob častitljivem jubileju pol stoletja delovanja lani doletela še velika nesreča ob poplavi, a se ne dajo in svojo pot peljejo dalje. Trenutno smo v fazi priprav na drugi del tekmovalne sezone, tako da igralci pridno trenirajo. Trenutno porabljamo umetno travo v Medvodah, dokler ne bo urejeno, a ne glavno igrišče zaradi poplav, ki je bilo poškodovano. Pa zdaj bomo začeli tudi v Smledniku, počasi, ko se bo tam tudi uredilo. Tako da dejansko priprave na drugi del sezone. Pa mogoče samo stanje igralcev dovolj, radi trenirajo, kakšne so pravzaprav perspektive vaše, če bi recimo imeli res tiste pogoje optimalne? Ja, sigurno, se pravi, optimalni pogoji lahko tudi pripomorejo k optimalni vadbi. Se pravi, imaš več vadbenih površin, lažje tudi treninge planiraš. Tako da sigurno je infrastruktura zelo pomembna pri pridobivanju članov in pri sami kvaliteti treningov. Tokratnega priznanja občine so bili veseli in jim bo dobra popotnica tudi v prihodnje. Nič se ne bo spremenilo glede dela. Delamo maksimalno vedno, dajemo vse od sebe in glede tega ne bo nič kaj drugače. Drugače ne znava z sekretarjem in sva že dolgo v tem in energija je velika in to se ne bo spremenilo. Kot je rekel tudi prej, dejansko je pomembno, da dobimo čim boljše pogoje za delo, ker brez tega ne gre. V profesionalnem nekem športu so pogoji tisti ene najbolj pomembnih stvari. Trenutno je stanje kot je, vemo, kaj je bilo avgusta lani in čakamo boljše, novi objekt in tako naprej, ker brez tega je zelo težko. In kakšno je trenutno stanje njihovih ekip? Člani smo sami domači fantje, ki so večina tudi študentje, tako da malo se pozna na rezultatih, ker je prioriteta je študij, ne sam nogomet, je na drugem šele mestu. Z mlajšimi selekcijami, naprimer s kadeti in z U15 selekcijo se borimo za vstop v drugo slovensko ligo. Trenutno smo prvi v skupnih tej lestvici in bomo, če bo vse po sreči, imeli kvalifikacije konec maja, začetek junija. Mlajše selekcije pa načeloma nimajo nekih velikih lestvic, ki so pomembne dejansko. Tam je glavna stvar, da se razvijajo kot osebe, da se naučijo nekih delovnih navad in tako naprej. Nogometni klub Jezero Medvode je kot najstarejši športni klub v občini tisti, ki skrbi, da mladina prosti čas namesto za zasloni preživlja na igrišču in zato je prav, da imajo vse možnosti za delovanje. Kakšna pa je podpora strani lokalne skupnosti medvoškemu nogometu? Gospodarstvo dejansko bi lahko več pomagalo, bi bilo lažje, ker za vsako stvar rabiš finance in zaradi vsega, zaradi investicij in jih trenutno ni toliko veliko, kot jih je mogoče bilo nekoč. Kaj so glavni razlogi, to ne vemo, ampak mogoče bo zdaj kaj bolje, ker bodo ljudje prepoznali, da še vedno je to zelo pomembno in da 50 let tudi ni mala stvar in da to treba nadaljevati, ker dejansko smo neprekinjeno 50 let in edini ekipni šport, ki dejansko je ostal v samih Medvodah v članskem športu, tako da mislim, da je to treba nagraditi in pomagati, koliko lahko vsi. Na podelitvi priznanj najbolj uspešnim medvoškim športnikom v lanskem letu so za razvedrilo poskrbeli tudi udeleženci oddaj Slovenija ima talent. Svoje spretnosti sta pokazala plesalca Alja in Matjaž z dueta Acro Connection, plesalka na svili Ronja Štrukelj-Kreč ter domača plesna kluba Beat in Impuls. Prireditev sta si lahko ogledali tudi na naši televiziji včeraj, sledita pa še petkova in nedeljska ponovitev.